Lep pozdrav na novinarski konferenci Slovenske demokratske stranke Nove Slovenije. Namen je predstavitev vloge oziroma zahteva sklica izredne seje Državnega zbora. Namreč v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke Nove Slovenije smo vložili zahtevo za sklic izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije za točko dnevnega reda z naslovom Predlog priporočila v zvezi z izvajanjem službe nujne medicinske pomoči v Republiki Sloveniji. Gre za eno izmed perečih tem, ki v zadnjem času v javnosti na področju zdravstva kar v bistvu razburja strokovno javnost, pa tudi laično in lokalno skupnosti. V Slovenski demokratski stranki smo na to temo že dvakrat sklicali seje odbora za zdravstvo in opozorili na to, da se pravilnik o izvajanju nujne medicinske pomoči v Sloveniji sprejema mimo strokovne javnosti. Pravilnik je pripravilo Ministrstvo za zdravje in še predno ga je javno predstavilo, je tudi na seji odbora za zdravstvo bila kratka predstavitev tega pravilnika in od takrat naprej se med tako strokovno kot laično javnostjo pojavljajo zaskrbljujoče, bom rekla, torej skrbi glede tega, kako bo po novem dostopnost do nujne medicinske pomoči v Sloveniji urejena. V svojih stališčih in pripombah opozarjamo predvsem na sledeče zadeve. Nov pravilnik centralizira nujno medicinsko pomoč, kajti nujno medicinska pomoč se bo izboljšala le v bolnišnicah, kjer bodo urgentni centri. Po sedanjem pravilniku, veljavnem pravilniku, so prvi posredovalci zdravniki in pa zdravstveno osebje, po novem pravilniku pa se predvideva, da bodo ti prvi posredovalci laične osebnosti, ki pa nimajo vseh pristojnosti za zdravljenje oseb. Sedanji povprečni odzivni čas nujne medicinske pomoči, torej od klica pa do torej odziv, pa je le sedaj 12 minut, po novem pravilniku je ta odzivni čas povečan na 20 minut. Predvsem je tukaj zaskrbljujoče ta odzivni čas, povečanje odzivnega časa na podeželju, ker vemo, da živijo starejši ljudje in tudi že tako ogroženi. Potem pravilnik ne definira, kako bo poskrbljeno z nujno medicinsko pomočjo za otroke, torej pediatrija. Predvideva več kot oziroma nekje kot 200 urgentnih zdravnikov, sedaj jih imamo v Sloveniji 33, kar pomeni, da tudi kadrovsko ta pravilnik ne odgovarja. Pravilnik tudi ne ureja helikopterske službe in pa delovanja dispečerskih centrov. Omenjeno je le, da bo ta dva področja pokrivali drugi pravilniki in akti, vendar menimo, da mora biti to urejeno hkrati s tem pravilnikom o izvajanju službe nujne medicinske pomoči. Hkrati pa želimo opozoriti pri tem tudi na to, da se v Sloveniji gradi sedaj 10 urgentnih centrov, v prihodnosti jih naj bi bilo 12, vendar pa sami urgentni centri vprašljivo, ali bodo dokončani do leta 2015, kot zahteva evropski projekti, in pa ni definirana enotna metodologija dela v urgentnih centrih. Zato predlagamo, da se pred sprejemom pravilnika o izvajanju nujne medicinske pomoči definira enotna metodologija dela v urgentnih centrih, da se ne bo pojavilo tako kot sedaj v Brežicah, kjer je urgentni center v bistvu zgrajen, opremljen, vendar še ne deluje ravno zaradi v bistvu tega, ker ni vsebine oziroma ni kadrovske pokritosti. V Slovenski demokratski stranki in pa Novi Sloveniji smatramo, da je ta izredna seja še edino nekako zagotovilo, da se bodo vse te pripombe, ki prihajajo s strani strokovne javnosti, upoštevale pri sprejetju oziroma pri spremembah pravilnika in da bo ministrica in ekipa, ki pripravlja ta pravilnik, končno prisluhnila strokovni javnosti, lokalni skupnosti in torej vsem pripombam, ki so v teh nekaj mesecih prišla tako tudi do nas poslancev in pa več pisem je bilo naslovljenih tudi na njo. Najlepša hvala.